Lepo pozdravljeni. Danes se bomo v pogovoru dotaknili težave, ki jo pravzaprav ima ogromno ljudi, pa se jo pogosto sploh ne zavedajo. Kronična venska bolezen, ki pogovorno rečemo krčne žile. Ko pomislimo na krčne žile, si večinoma predstavljamo vidne, izstopajoče vene, ampak resnica je, da se začnejo veliko prej. Z občutkom težkih nog, bolečine v nogah in celo rahlim otekanjem. Zakaj je pomembno, da te znake prepoznamo pravočasno in predvsem, kako lahko ukrepamo, pa je tisto, kar boste izvedeli v današnjem pogovoru. Z mano danes specialistka dermatovenerologije iz Splošne bolnišnice Izola, dr. Katarina Šmuc-Berger. Dobrodošli, lepo pozdravljeni pri nas. Pozdravljeni, hvala za vabilo. Če greva kar konkretno, bi vas za začetek vprašala, kaj pravzaprav so krčne žile oziroma kronična venska bolezen. Kronična venska bolezen in kronično vensko popuščanje imenujemo stanja, ki nastanejo zaradi zastoja venske krvi v venah na nogah. Se pravi, zaradi različnih mehanizmov, o katerih bova sigurno še kaj spregovorili, pride do zastajanja krvi, ki bi se morala vrniti že proti srcu, vendar ona ostaja v nogah in iz tega sledi vse to, kar prinese kronična venska bolezen. Resnično ji rečemo po domače ali pa po pogovorno krčne žile. To pa zaradi tega, ker vsaj v napredovalih oblikah ima nekje 60% ljudi te boleče krče v nogah, ki so značilni za to bolezen. Torej, govorimo o krčih. Krči so tisti, ki so lahko že nek signal. Res je, krči so tisti, ki zelo veliko ljudi o njih poroča, vendar običajno se začne še z drugimi težavami. So krči že malo kasneje. Torej, pojasnili sva, kaj se dogaja v našem telesu, da do tega pravzaprav pride, ampak veliko ljudi se mi zdi pa, da še vedno misli, da gre za krčne žile, če lahko tako rečem, šele takrat, ko jih dejansko vidimo, ne? Ampak, kot pravite, te prvi simptomi so pa lahko že veliko prej. Res je, zelo veliko ljudi pravzaprav najprej težav niti ne zna povezati s krčnimi žilami, zaradi tega, ker krčne žile dejansko bolezen, kronična venska bolezen, niso samo te vidne žile. Dosti prej se začne to že na nivoju mikrocirkulacije, se pravi, tam začnejo zastajati te presnovki, ki bi pravzaprav morali biti odplakneni in ki bi morala se obnoviti, prideti v srce po kisik, po nova hranila, ona pa ostaja na periferiji in iz tega sledijo potem vse te že male težavice na začetku, ki jih pravzaprav ne povezujemo z žilami, ker jih ne vidimo. Ampak kako recimo vemo, da so neke bolečine, ki jih imamo v nogah, lahko že pokazatelj, da se nam to dogaja, da ni to morda samo, ne vem, utrujene težke noge po napornem delovniku? Utrujene težke noge imamo dejansko vsi kdaj, ampak tisti, kjer pa je pametno pomisliti na kronično vensko bolezen, so pa ljudje, ki imajo to recimo pogosto, vedno pogosteje, ponavadi se to začne zelo potiho nekako, ni da se en dan zbudimo, pa imamo krčne žile na nogah, ampak gre to zelo počasi, začne se recimo z občutkom težkih nog, utrujenih nog, pa mogoče niti ni treba, da smo cel dan bili na nogah, pa že malček začne se to pojavljati, potem poročajo nekateri o srbenju, nekateri o pekočini v nogah, potem se začne pa tudi že otekanje, običajno okrog gležnjev, potem pa pač postopoma vedno bolj. Veliko ljudi recimo poročajo, pa zadnjo poletje pa sem imel bolj otečene noge kot prej, pa potem mogoče čez zimo ni tako hudo, pa je naslednjo poletje spet malo hujše, tako zelo, zelo počasi, subtilno se te zadeve priplazijo. Kdo je bolj ogrožen za razvoj krčnih žil? Krčne žile načeloma imamo dosti več ženske kot moški. Povezano je to malo z našim hormonskim statusom, našo telesno zgradbo, smo bolj nekako nežne, bolj mehke, tako narejene. Se pozna tudi to. Se pozna tudi tukaj, da smo nežnejše. Poleg tega z številom nosečnosti, številom porodom, sama fizika recimo nosečnosti, ko trebuh poveča pritisk v nogah, je pomemben recimo poleg hormonskih vplivov. Potem ljudje, ki imajo recimo stoječe delo, sedeče delo, kjer mišična črpalka v nogah ne deluje toliko, tisti so bolj ogroženi.
Ljudje, ki so preboleli recimo globoko vensko trombozo, imajo več šans, da potem posledično razvijajo določen tip krčnih žil. Ljudje, ki so dosti izpostavljeni vročini recimo, ker žile so narejene tako, da se razširijo na toploti in recimo, če smo v vročih delovnih okoljih, je sigurno več možnosti, da to razvijemo. Potem genetika je zelo pomembna, se pravi, če so imeli naši starši krčne žile, neki podatki so recimo, če sta imela oba starša krčne žile oziroma kronično vensko bolezen, je kar do 90% verjetnosti, da jo bo imel tudi potomec. Če je imel samo eden od staršev, je seveda ta verjetnost manjša. Potem kakšne poškodbe, operacije recimo na spodnjih okončinah ali v medenici lahko tudi privedejo do večje verjetnosti razvoja krčnih žil, tako da je kar nekaj dejavnikov. In zagotovo, kot ste že omenili, način življenja v smislu, če veliko presedimo, povezani potem tukaj tudi različni poklici, si mislim, ne? Ja, na splošno tako imenovan zahodni način življenja, se pravi veliko sedenja, malo gibanja, mogoče še debelost zraven, to so vse v bistvu dejavniki tveganja za razvoj krčnih žil, tako da sedeči in stoječi poklici je super, če razmišljajo o tem, da to mogoče malo z miganjem popravijo. Se pravi, bi jim lahko dali nek nasvet v tem trenutku tistim, ki imajo takšne poklice, da poskušajo vendarle nekaj narediti tudi na delovnem mestu. Sej verjetno... Absolutno. Mi svetujemo, kadar pač pridejo te ljudje do nas, ali pa mislim, da se tudi splošne informacije so glede tega dostopne, tudi pri družinskih zdravnikih, recimo določene vaje zelo priporočamo, to je gibanje v gležnju, na ta način namreč aktiviramo tako imenovano srce v nogah, to je naša mišična črpalka v mečih, ona pomaga porivati kri proti srcu, tako da to so recimo vaje v gležnju, kjer recimo takole krčimo prste oziroma celo stopalo gor in dol. Sem kar avtomatsko začela malo migati. Pa še ne? Ja, tako da recimo, ali pa kot da bi se postavljali na prste, da recimo delamo, to lahko vse delamo tudi sede, To potem kroženje z prsti, da dela recimo gležen. Da ne zanemarimo pravzaprav. Na ta način v bistvu črpamo to kri, ki sicer zastaja in tako v bistvu se rešimo problema tam, kjer je. Omenili ste dednost in številko v primeru, če sta imela oba starša. Zdaj, verjetno, če je imel eden, je toliko manjša potem ta verjetnost, ampak glede na to, da če poznamo, da so to starši recimo imeli, potem dodatna previdnost verjetno ni odveč. Absolutno. Sploh, če vemo, da so imeli recimo starši hujše oblike, da so recimo rabili zdravljenje, potem je pametno, da se opazujemo in mogoče res v prvih znakih nekako začnemo že preventivno se obnašati oziroma malo pomagati tem našim žilam. Rekli ste, da smo ženske morda bolj občutljive, izpostavljene na nek način, tudi zaradi seveda rojevanja, hormonov in tako naprej. Je to potem tudi nek podatek, da recimo v nosečnosti lahko je tega več? Absolutno. V nosečnosti v prvih 3 mesecih na stanje naših ven vplivajo sami hormoni, ko še ni teh večjih pritiskov v trebuhu, potem nekje od 3. meseca nosečnosti naprej se pa v bistvu že zadeve prav, bom rekla, zares spremenijo, fizično spremenijo, tako da veliko žensk poroča o pojavu krčnih žil v drugi polovici nosečnosti. Res je, da včasih se potem še po porodu, ko se stvari nekako vrnejo normalno stanje, se lahko zadeve celo nekoliko popravijo. Imam pa kar nekaj pacientk, ki povejo recimo po 2., po 3. nosečnosti se pa niso več popravile. Tako da v takem primeru vedno svetujemo že neke vsaj preventivne ukrepe tudi tekom nosečnosti. Kaj pa pomeni to, da gre za napredujočo bolezen? Ja, to je, bom rekla, na nek način slaba novica, da nimamo neke čarobne palčke, ki bi v bistvu to ustavila. Jaz mojim pacientom običajno rečem, ko enkrat imate kronično vensko bolezen, bo z vami, samo lahko pa naredite, da boste lažje z njo živeli, da bo počasneje napredovala, recimo. Tako da, če začnemo z nekimi temi subtilnimi znaki, ki sva jih prej opisale, bolezen počasi gre naprej. To ne pomeni sicer, da bodo vsi ljudje, ki začnejo z otekanjem in težkimi nogami, imeli potem tudi velike krčne žile čez časa. To ni predpisano, da mora pri vseh se to razviti. Ampak počasi se zadeve stopnjujejo z leti, tako smo narejeni. Ko se bolezen razvija skozi faze, predvidevam, da tako kot pri vsaki so te faze različne. Zdaj, nekaj sva jih že opisali, kako se začne.
ampak verjetno je neka specifika teh faz. Ja, v ambulantah seveda razdelimo to v neke predalčke, radi imamo stvari popredalčkane, da vemo potem, kako ljudem pomagati, ne? Ampak če greva od začetka, najprej so to ljudje, kjer pravzaprav ne vidimo nič, ne? Temu rečemo nek stadij nič, oni pa imajo že občutek težkih nog, utrujenih nog, poročajo občutku otečenosti, pa včasih niti ne vidimo ne vem kaj, ampak oni pa povejo, imam take svinčene noge recimo, ne? So utrujene proti večeru, tako da to je nek začetek. Potem se pojavijo male žilice vidne ali pa tam recimo počasi do nekje 3 mm velike varice, a ne? Kasneje pa potem lahko nastanejo tudi tiste velike, ki jih že oddaleč se vidi, in če vse to potem zanemarimo, pa tukaj lahko to res desetletja traja, to ni, da se čez noč zgodi, a ne? Pride pa potem tudi do vnetja kože, ki je na tem področju, temu rečemo hipostatski dermatitis oziroma vnetje kože povezano z venskim zastojem, in če še to potem dolgo časa zanemarjamo, pa dejansko nastanejo tudi razjede, se pravi tiste rane, ki se pojavijo lahko okrog gležnjev, in potem pač res se ne da več tega zanemarjati. Tisto, kar se dejansko potem tudi res že vidi. Ne? Ja. Kaj lahko naredimo recimo pri teh prvih simptomih? Ko recimo, če naj jo zdajle posluša nekdo, ki že čuti, da ima občutek težkih nog, kaj bi lahko takšnemu svetovali? Vedno začnemo, bom rekla, nekje iz baze zadevami, tako da svetujemo mogoče, če se le da spremeniti način življenja, več miganja, paziti na debelost v bistvu, da to so neki splošni ukrepi, ki so koristni tudi za cel organizem, če tako gledamo, gibanje koristi na več nivojih, krepitev mišične črpalke, da če so to kakšni ljudje, niso zelo pomični, recimo imajo kakšne druge težave, vsaj tiste vaje, ki sva jih prej omenili, čim več delati v mirovanju, če se pa da migati, hoditi, kolesariti, plavati, vse te aktivnosti so v bistvu koristne. To je nek osnoven nivo ukrepov. Potem naslednja stopnja je, lahko si pomagamo z določenimi zdravili, ki se dobijo v prosti prodaji. To so zdravila, ki vplivajo na to malo vnetje, ki se začne že zgodaj dogajati v žilnih stenah, pretirano prepustnost kapilar zmanjšajo, a ne? Manj je zato edema, manj se določene vnetne celice pojavljajo na tistih mestih, kjer delajo škodo, tako da na ta način si lahko pomagamo. To so lahko zdravila iz skupine flavonoidov, se pravi zelo naravna zdravila v bistvu, lahko so zdravila, ki so iz ekstrakta kostanja recimo, imamo pa pač tudi sintetična zdravila, ki so temu namenjena. Naslednja stopnja, ki jo ponavadi pacienti malček težje sprejmejo, je kompresija, se pravi določene vrste nogavic svetujemo, ki so mogoče na začetku nekoliko neprijetne, ker precej stisnejo nogo, vendar potem in na ta način pomagajo usmerjati kri proti srcu, ker spodaj stiskajo in ko mišica dela, nekako se ustvari tak tok krvi proti srcu. Na začetku so lahko malček neprijetne, potem ko se navadimo, pa vidno, da nam koristijo, in veliko ljudi potem poroča, da se dosti boljše počutijo. Tako da to je ena zadeva, ki pravzaprav vsem, ki se začnejo spopadati z kronično vensko boleznijo, svetujemo vsaj te 3 korake, a ne? Se pravi neki splošni ukrepi, venoaktivna zdravila in kompresija. Če pa nič od tega ni dovolj, oziroma če se težave potem stopnjujejo v tisti smeri, ki sva prej omenile, se pravi, da se pojavijo vidne žile, da se pojavijo vnetja ali ulceracije, potem moramo pa pač drugače pristopiti, se običajno svetujemo kirurško zdravljenje z injekcijami, prihajajo v poštev, ampak to pač s tem ponavadi ne začnemo. To je potem v nekih kasnejših fazah verjetno, ne? Venoaktivna zdravila v obliki tablet ste omenili. Ja. To je na voljo, so v lekarnah in dejansko si lahko s tem v začetni fazi že precej pomagamo. Res je, venoaktivna zdravila so dostopna v prosti prodaji v lekarni, se pravi, lahko jih že farmacevt svetuje, če so težave takšne, a ne. Je pa tako, da veliko ljudi včasih misli, da bo to tako kot tablete za glavobol, se pravi, da vzamemo in čez 1 uro je vse super. Ni to v bistvu že glede na to, da smo omenili, da gre za kronično bolezen,
moramo pričakovati tudi neko kronično terapijo. Običajno svetujemo najprej vsaj 1-3 mesece, potem se da oceniti, a so pomagala ali niso. Ne? In če se težave vrnejo, potem svetujemo, da se pri tem zdravljenju ustraja. Ne? Je pa tako, da res to so zdravila, ki so zelo, bom rekla, bi lahko rekli moderna trenutno. Ne? Flavonoidi vemo, da so proti vnetnim procesom, narejeni so iz agrumov recimo, tako da so blizu tudi te miselnosti, ki jo vedno bolj cenimo, nekim naravnim pristopom. Kostan ste tudi omenili, ne? Ja, kostan je v bistvu zgodovinsko zelo, bom rekla, raziskan v zvezi s krčnimi žilami, tako da obstaja v obliki in tablet in pa zelo, zelo rade so že babice mazale razne ekstrakte kostanjeve si po nogah. Zato sem zastrigla z ušesi, ker se spomnim ravno prababice celo, kako smo jim mazali noge s kostanjevo kremo. Ja, to izkušnje še vedno te nekaj štejejo, ja. Težave pa predvidevam, vse ste že omenili sicer, da se lahko poleti pokažejo, pa potem po zimi manj, pa spet poleti zaradi vročine, zagotovo visokih temperatur. Naše vene so tako narejene, da se v toplem okolju razširijo. Na ta način se v bistvu hladi naše telo. Veste, da v bistvu, če vam je vroče, se začnejo žile bolj videti. Tako da tako so narejene tudi vene na nogah in če jih izpostavimo vročini, se razširijo, potem se ta prepustnost, ki je pri krčnih žilah že itak problematična, še bolj poveča in zato še bolj otekamo. Ampak to pa zdaj ne pomeni, da tisti, ki imajo težave takšne, s krčnimi žilami, da pa zdaj to pomeni, da pa za njih ni več morja in ni več dopustovanja. Ravno morje jim priporočamo, ker morje načeloma je take temperature, da koristi. Nekje do 28 stopinj priporočamo recimo plavanje, kar je več kot 28, je potem lahko tudi že problem. Odsvetujemo recimo kakšne džakuzije, kakšne vroče kopeli, sauna tudi ni idealna za paciente s krčnimi žilami. Poleti je mogoče malo težje s kompresijo, čeprav bi jo ravno takrat tudi rabili, tako da jaz velikokrat svetujem mogoče, da uporabijo kompresijsko terapijo tisti čas, ko so največ na nogah, mogoče dopoldan, saj je veliko služb je zdaj v klimatiziranih prostorih, tako da je tudi s tistimi nogavicami lažje zdržati. In pa sigurno je poletje situacija, v kateri ljudje običajno prvič posežejo po teh venoaktivnih zdravilih, da si mogoče saj malo pomagajo. Kdaj je trenutek, ko bi rekli, zdaj pa je res čas za obisk zdravnika? Tako, rekla bi v bistvu 2 situaciji bi tukaj opisala. Ena je ta kroničnost bolezni, ko se zadeve stopnjujejo in tudi s temi ukrepi, ki smo jih mogoče sami skušali čim bolj izvesti, nekako ne dosežemo več dovolj izboljšanja. Takrat je sigurno trenutek, da se obrnemo na zdravnika. Drug trenutek bi bil pa, ki ni mogoče to povezan s to kroničnostjo, ampak neka akutna situacija. Če se pojavi recimo bolečina vzdolž ene krčne žile, da nas res boli, da postane trda ali pa da noga hkrati bolj oteka, kot smo sicer navajeni, takrat je pa treba tudi do zdravnika, da ni mogoče prišlo do tromboze. Se pravi, nastanka strdka v tej žili. Da smo vendarle previdni. Da smo previdni, ja. Omenili ste dednost, zdaj se bom spet majčkeno vrnila tja. Če vem recimo pri svojih 40, da sta starša to imela, kdaj je tisti, bom rekla, mejnik, ko bi jaz že lahko recimo bila malo bolj pozorna, kaj se v mojem telesu dogaja. Ja, tukaj moramo omeniti zelo odvisno od vašega življenjskega sloga, od tega, koliko ste nosečnost imela za sabo, recimo, so ljudje, ki nimajo nobenih teh dodatnih dejavnikov tveganja, pa potem v bistvu so zelo malo ogroženi. Na drugi strani, če so vsi dejavniki tveganja, če neka debelost zraven, če je veliko število nosečnosti zraven, potem v bistvu lahko tudi že pri 30 se začnejo težave. Ravno zato sem vas to želela vprašati, ker ni pravila, ni to, da velja. Včasih smo morda mislili, da je ta bolezen povezana samo s starejšimi ljudmi, pa ni. Res je, da starostjo jo je več, tako da v bistvu nekje po 50 letom starosti se študije kažejo, da je približno polovica ljudi, če jo prav vprašamo, bomo prišli do odgovora v bistvu, da imajo težave z krčnimi žilami. Bi pa tukaj omenila mogoče, da je treba pomisliti pri otekanju spodnjih okončin tudi na druge vzroke. Lahko otekajo noge tudi zaradi srčnega popuščanja, recimo zaradi slabšega delovanja ledvic, tako da če je to recimo res neko intenzivno in nenadno otekanje, je treba se posvetovati z zdravnikom tudi glede teh ostalih možnosti, da slučajno kaj ne gre potem po svoje. Da se kaj ne spregleda, ne? Ja. Če bi morali za konec izpostaviti eno ključno stvar,
kaj je najpomembneje, da si ljudje od najnega pogovora danes zapomnijo? Da je treba biti pozoren na neke simptome pri svojih spodnjih okončinah, da lahko veliko naredimo sami, da je pa bolezen vendarle kronične narave, kar pomeni, da ko jo enkrat imamo, verjetno bo z nami ostala, ampak imamo zelo dobre ukrepe, s katerimi jo lahko nadzorujemo in nekako z njo dobro živimo. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za vse informacije. Verjamem, da sva lahko marsikomu pomagali, kar je bil tudi namen vašega obiska. Vse dobro vam želim. Najlepša hvala za vabilo in zanimiv pogovor.